članku imamo torej omenjenih nekaj izdelkov oziroma prehranskih dopolnil, ki jih priporočam za, bi rekli temu, izboljšanje oziroma optimizacijo rezultatov k temu, kar smo že opisali. Tako da, trening vsekakor treba narediti optimalno, prehrano treba imeti poštimano, po domače povedano. Ti prehranski dodatki, oziroma prehranska dopolnila okrog treninga so pa tista pika na i, ki bojo pomagali, da boste, če poenostavimo, naredili več in zato bili bolje nagrajeni. Se pravi, dosegli boste lažje in hitreje boljše rezultate, kar je tudi cilj, ne. In tukaj imamo omenjene, se pravi, prvi na seznamu je Muscle Bomb. Muscle Bomb je v bistvu ena taka mešanica pre-workout, se temu reče, se pravi, vsebuje citrulin, BCA, to so torej razvejane aminokisline, betalanin in še določene druge sestavine, kot so recimo betein in L-karnitin. Tako da, namenjen je torej temu, če poenostavimo, da vam doda, se pravi, ker tudi sta dve verzije, brez in s kofeinom, ampak recimo, da vas nekako spodbudi ali pa nas spodbudi k temu, da boljše treniramo, smo bolj skoncentrirani, recimo, da nas malo napolni z energijo. Obenem pa te stvari, ki so notri, pripomorejo k temu, da se kri po telesu bolj efektivno kroži, no, in s tem dovaja kisik in odvaja odpadne snovi, se pravi, to je tista lastnost recimo citrulina, ki izboljša vasodilatacijo. Potem BCA-jke, ki so zraven dodane, so zelo pomembne, kot vemo, za samoregeneracijo, se pravi, da zavremo razgradnjo mišične mase med treningom, ki je takrat zelo pospešeno v teku. Potem betalanin nam pomaga, da lahko naredimo, rečemo, več ponovitev večkrat. Tako da, posledično s tem v bistvu zmoremo več dvigniti in večkrat to večje breme dvigniti in posledično s tem naredimo večje poškodbe na naših mišicah in večje poškodbe na naših mišicah so pač rezultat tega, da se telo je primorano bolje regenerirati in okrepiti in posledica tega je pač povečanje in jačanje mišic. Potem druga stvar na seznamu je kreatin. Kreatin je eden izmed najbolj proučevanih in testiranih prehranskih dopolnil v zadnjih 15 ali 20 letih. Ima en kup pozitivnih učinkov celo na možgane, na pomnjenje, na regeneracijo celega telesa. Kar se tiče samega treninga v tem konceptu, o katerem sedaj govorimo, pa bo kreatin pripomogel, se pravi, v tem procesu regeneracije ATP molekul, in to pomeni, da bo v bistvu pomagal našemu telesu dvigniti večje breme. Se pravi, kreatin je zelo pomemben pri eksplozivnih, kratkotrajnih obremenitvah in to je recimo dvigovanje uteži, lahko recimo pri drugih športih bili to kakšni šprinti ali pa eksplozivni kakšni gibi. In posledično bomo zaradi tega spet, ker bomo več sposobni dvigniti, bomo sinergijsko s sestavinami, ki so v Muscle Bombu, še dodatno stimulirali telo, da bo še več naredilo, kot bi sicer. Tako da kreatin je zelo pomemben. Bistveno je, tukaj recimo pri tem refleks kreatinu, tukaj če pogledamo, piše, ne, da je proizveden v Nemčiji v tem laboratoriju Alzchem, ne vem, če se bo tudi tukaj videlo. In ta Alzchem laboratorij je v bistvu tisti edini, ki dela kreatin pod zaščitenim imenom Creapure. In to je res tisti najbolj čist kreatin, ki ga lahko dobimo. Tako kot si upam trditi, saj sem sam videl precej rezultatov od testiranj refleks izdelkov, da so resnično vrhunske kakovosti. Tudi recimo v tem Muscle Bombu, kjer ne vidimo kakšnih križcev, ki so ponavadi na mnogih prehranskih dopolnilih, kjer sploh ne vemo, koliko je česa noter, tako da tukaj je vse transparentno in dobro vidno. Naslednja stvar med treningom, potem imamo, se pravi, če bi na primer samega Muscle Bomba pred treningom vzeli toliko manj, da ne bi bilo dovolj aminokislin, BCA, jih lahko dodamo še med samim treningom, tu so recimo v obliki kapsul,
lahko pa tudi v obliki, v tekoči obliki, to pa tukaj, malo evo. To pa so razvejane aminokisline oziroma BCA aminokisline v prahu z okusom, ki da jih pač pijemo. Aminokisline, kot sem rekel, pripomorejo k, pravzaprav razvejane aminokisline, torej BCA pripomorejo k temu, da se ohranja čim več mišične mase med samo vadbo in tudi kasneje v procesu regeneracije. Zraven BCA je pomembno, da je vedno zadostna količina vitamina B6, zato je tukaj pri teh refleks BCA-jkah v vseh oblikah posebej dodan B6, se sicer vplivajo lahko pri določenih posameznikih na razpoloženje, tako da negativno. In zaradi tega je pomembno, da če se zbalansira z vnosom vitamina B6, teh negativnih učinkov ni. Torej, če jemljete kakšne BCA-jke, vedno gledajte, da te zadostno količino vitamina B6 dodatno vnašali v telo. Potem pa smo že, tukaj smo še med treningom, to pa je edge. Edge sem omenil zaradi tega, če je morda vaš trening ali bolj naporen iz vidika trajanja, se pravi, če so mogoče vaši treningi dalj trajajoči iz kakršnega koli razloga, ali se bolj potite, se pravi, ta edge je primeren tudi za šport od zunaj, na primer poleti sploh, ko se še bolj dodatno potimo, zaradi tega, ker vsebuje posebej formulo z dodanimi elektroliti in različne polimere glukoze, fruktoze, se pravi, tista ravno prava raven sladkorja, da ohranja naše telo v rahlo ali pa minimalno katabolnem stanju in dovaja energijo med samo vadbo, se pravi, da se porablja ta sladkor neposredno med aktivnostjo za energijo in posledično ne pride do tistega upada energije po določenem času. Tako da to je zato, pije se kot oranžada, lahko se tudi kombinira oziroma meša z intrafusionom, ki sta v bistvu dve različni oranžadi zmešani in obe dve imata dodane elektrolite. Tako da razlika je samo v tem, da so tukaj še sladkorji in nekaj malega sirotke izolate. Se pravi, to je dejansko za športe, kjer se porablja več glikogena in za dodatno nadomeščanje elektrolitov, ki so zelo pomembni, saj to neravnovesje elektrolitov v celicah privede seveda zopet do zmanjšanja zmogljivosti. Po treningu pa sem napisal Growth Matrix. Kaj je posebnost Growth Matrixa? Se pravi, to ni kar ko bi rekel, post-workout shake, kot so večina. Ta Growth Matrix je bil nagrajen za najboljšega. In kaj je tista njegova posebnost? Ta njegova posebnost je, da so beljakovine, ki so v njem, so v bistvu hidrolizat sirotke, to pomeni, da so razgrajene v, lahko rečemo, že aminokisline in posledično zaradi tega dosežemo izredno hitro absorpcijo teh aminokislin, da pridejo čim hitreje po končani vadbi v naše telo oziroma do mišic tja, kjer jih potrebujemo. Zraven pa še dodan, seveda, več dodanih nekaj različnih oblik ogljikovih hidratov, se pravi različni polimeri glukoze in fruktoze za čim boljšo regeneracijo in hitrejšo rast mišične mase, se pravi tudi s tem, da se stimulira minimalno izločanje inzulina po samem treningu, s tem v bistvu vplivamo na zmanjšanje kortizola in pomagamo telesu iz katabolnega v anabolno stanje čim prej. To je to v skladu s tem paketom trening. Lepo trenirajte, pošljite kakšna vprašanja, se vidimo!